zaostritvi protitobačne zakonodaje v zadnjih letih je Slovenija še vedno država kadilcev. Po zadnjih podatkih kadi vsak četrti odrasli Slovenec. To je sicer slab odstotek manj kot leta 2007 pred sprejetjem sedanje zakonodaje. Skrb vzbujajoč je podatek, da vsak dan kadi vsak 10. 15-letnik. Pri nas kadi vsak četrti odrasli moški in vsaka 5. odrasla ženska. Prihodki tobačne industrije so leta 2011 v svetu dosegli dobrih $500 milijard. 6 največjih proizvajalcev je ustvarilo skupaj $35 milijard dobička. V slovensko državno blagajno se vsako leto steče 600 milijonov evrov trošarin od prodaje tobačnih izdelkov. Leta 2014 smo v Sloveniji pokadili 2 milijardi 940 milijonov cigaret. Kajenje povzroča tudi občutne stroške, predvsem v zdravstvu. 2/3 kadilcev umre zaradi bolezni, ki se jih pripisuje kajenju. Zaradi teh bolezni vsako leto umre 3600 ljudi. Ocenjeni stroški zdravljenja znašajo 1,8 milijarde evrov na leto. Država se je zato odločila dodatno zaostriti protitobačno zakonodajo, med ključnimi predlogi pa so uvedba licenc za prodajalce, uvedba tobačnega centa, prepoved oglaševanja in razstavljanja, izenačitev e-cigaret s tobačnimi izdelki in enotna embalaža.